Zdaj pa čisto zares, pravi Volkswagen. Čas je za novo električno ero. Ni se še povsem polegel prah od pompozne predstavitve ljudskega Volkswagena ID2 All, že smo priča novi pompozni predstavitvi, za katero pri Volkswagenu pravijo, da bo morda celo še bolj prelomna. V Düsseldorfu se je namreč premierno predstavil koncept s pomenljivim imenom ID Everyone. In verjetno si lahko predstavljate, kaj želi Volkswagen s tem imenom sporočiti. Še preden pa pogledamo nov zanimiv koncept, pa vas vabim, da se naročite na naš YouTube kanal. Tako ne boste zamudili nobene izmed premier novih avtomobilov. Še celo sami šefi znamke priznavajo, da se je Volkswagen v zadnjem obdobju nekoliko odmaknil od svojega bistva. No, zdaj je čas za povratek nazaj, za povratek k koreninam. No in ključno besedo pri tem bo imel ravno model, ki ga imamo tukaj. ID Everyone bo še manjši od modela ID Polo. To bo torej vstopni električni avto, s katerim si Volkswagen nalaga odgovornost popolnoma demokratizirati električno mobilnost in na ta način upravičiti ljudskost, ki jo nosi v svojem imenu. Pravzaprav bo šlo za naslednika Volkswagena e-up, ki je že pred nekaj leti pokazal, da si trg tovrstnih avtomobilov še kako želi. A električni up je bil zgolj predelava bencinskega avtomobila. Njegov naslednik pa bo seveda električen od glave do peta. Zasnovan je namreč na znani električni platformi MEB, za nameček pa Volkswagen obljublja, da bo novinec celo cenejši. Njegova začetna cena naj bi se gibala okoli 20.000 evrov. What we need in order to make a vehicle like the ID Everyone feasible is, on the one hand, a reasonable cost base and strong demand for battery electric vehicles. And when it comes to the overall, most importantly, battery prices, and also the demand in Europe, we think now is just the right moment for us to kick off a project like this, to create a small, compact electric vehicle like the Everyone and make it a big success for our customers, but of course also for Volkswagen. Kot nakazuje koncept, se Volkswagen ponovno vrača k svojim oblikovnim koreninam in se še naprej odmika od smernic, ki so jih nakazali prvi modeli z oznako ID. Ta dizajn je seveda še vedno tipično koncepten, s takšnimi velikimi platišči in pa futurističnimi linijami. No, ampak kljub temu sem uspel v njem prepoznati nekaj oblikovnih značilnosti, naprimer modela Lupo ali pa prve, druge ali pa tretje generacije Golfa. V primerjavi s predhodnikom, torej modelom Up, bo novinec nekoliko prostornejši v notranjosti, na zunaj pa podobno kompakten. Seveda bo imel tudi večji električni doseg, kar morda obeta, da ta malček ne bo več le mestni malček. No, morda bo malo bolj mestni njegov elektromotor, ki bo imel 75 kW moči, poganjal pa bo prednji kolesni par, kar je novost pri električnih Volkswagenih. Volkswagen je z dvema ljudskima konceptoma torej napovedal pravo revolucijo, vsaj v lastni ponudbi električnih vozil, ki jih je doslej prodal že skoraj 500 000. Serijska proizvodnja koncepta s številko 2 se bo po napovedih začela v letu 2026, številka 1 pa bo sledila v letu 2027. Ni skrivnost, da je nemški gigant danes v zahtevni finančni situaciji zaradi počasne rasti trga električnih vozil, visoke cene investicij ter nazadovanja na kitajskem trgu. Zdaj je torej čas, da profitabilnost zagotovi tipičen evropski model na domačem terenu. First, we have to make a car that customers really want. With all the Volkswagen virtues, great reliability, but also beautiful design. You've seen the vehicle. I think our designers really nailed it. And then, of course, we have to work on costs everywhere, each and every bit and each and every part, in order to create a cost base that allows us to make the whole project feasible. And from that perspective, the ID Everyone is a great exercise for the whole company on our mission to create vehicles, battery electric vehicles, and make this great technology of battery electric vehicles
accessible to a very broad customer range. Volkswagen do leta 2027 napoveduje kar 9 novih modelov. In prvega izmed njih predstavlja že koncept ID2All. Spoznajte ga z vašim naslednjim klikom.